Sodobno tehnologijo mi, gozdarski analitiki, lahko dobimo informacije, kako človek vpliva na gozd, kako podnebne spremembe vplivajo na gozd. V bistvu to je ključ zbiranja podatkov na takem nivoju. Uporaba novejše tehnologije v gozdarstvu v bistvu nam največ vpliva na proces načrtovanja gozdov. Torej, zbiranje informacij z takimi inštrumenti, kot je teresečni laserski skener, pa tudi druge tehnologije, nam omogoča v bistvu podrobnejši zajem podatkov, s katerimi lahko se bolj natančno odločamo, če imamo take kakovostne informacije. Torej, obstajajo dva načina izvajanja meritev v gozdu. Trenutno se v Sloveniji uporablja klasičen način, da se gre na teren, se ročno izmeri višina, premer in drugi parametri, ki jih rabimo za v bistvu analizo stanja gozdov, da vemo, v kakšnem stanju so gozdovi. Potem lahko na podlagi teh podatkov delamo modele, simulacije za naprej. To je v bistvu zelo pomembno v današnjem času, ker imamo podnebne spremembe in vpliv klime na gozd. Tukaj imamo laserski skener, teresečni laserski skener. V bistvu naprava oddaja laserske žarke do objektov. Laserski žarki se odbijajo nazaj do inštrumenta, do skenerja, in potem se na podlagi časa izračuna razdalja. In to se zgodi v bistvu milijonkrat. Torej imamo milijone točk v prostoru in se na tak način v bistvu tvori 3D oblika v bistvu gozda. In potem dejansko v softverju, ko obdelamo podatke, dobimo eno drevo v 3D obliki in lahko pol računamo določene parametre, ki so za nas pomembni. Na klasičen način sploh ne moremo dobiti take kakovostne informacije. Če v bistvu delamo z laserskim skenerjem, rabimo še dodatne opreme. V bistvu tukaj imamo še GNSS anteno, s katero pridobimo natančno lokacijo v gozdu, torej natančnost je na 30 cm. Tudi to je za nas zelo pomembno, da imamo točno lokacijo. Potem imamo sfere. Sfere nam v bistvu pomagajo, da združimo skener v en oblak točk. Ker v gozdu je narava, vidimo, tako heterogena, da bi zajeli celo sliko gozda, moramo narediti več posnetkov s skenerjem, tako da naredimo ponavadi 4 do 5 posnetkov na različnih lokacijah in na podlagi sfer v softveru združi v en objekt. Pri zbiranju podatkov, ko izvajamo monitoring, z tako tehnologijo v bistvu dobimo tudi prikaz stanja gozdov skozi čas, ker lahko v bistvu ugotavljamo, kakšen je bil učinek podnebnih sprememb na gozd, na rast, na mortaliteto, tudi na druge procese. In potem na podlagi tega lahko naprej simuliramo, kaj se bo zgodilo. Kot sem že prej rekel, ne vidimo vse z prostim očesom. S tako tehnologijo lahko zajemamo sliko, da vidimo v bistvu zdravstveno stanje gozdov, odmrlo drevje, je bil prirastek večji, manjši, kako je vplivala klima, zakaj se je zgodilo. Razen tehnologije je tudi pomembno, da imamo sodelovanje z tujino. Mi imamo sodelovanje v bistvu z univerzo v Tokiu, imamo v okviru bilateralnega projekta. V bistvu delamo skupaj na uporabi nove tehnologije, predvsem liderske tehnologije v gozdarstvu. V sodelovanju z univerzo v Bernu, z kolegi iz Švice, uporabljamo aplikacijo Moti, ki se uporablja za inventuro gozdov. Skupaj smo naredili še slovensko verzijo, v bistvu slovensko različico aplikacije Moti, s katero delamo inventuro, merimo premere, višine, pa razdalje dreves. V bistvu iz gozdnega laboratorija smo prišli v laboratorij, ker imamo v bistvu vse podatke, ki smo jih posneli na terenu, tle na računalniku, ker dobimo v bistvu premere, višine, lahko tudi drevesne vrste, odmrlo drevje, lokacije dreves, volumen krošnje, pa tudi se da marsikaj še izračunati iz teh surovih podatkov. Zdaj smo dobili v bistvu gozd v 3D-dimenzionalni obliki, v kateri se lahko sprehajamo. Mislim, da je vloga nas, ki se ukvarjamo s tem v povezavi v bistvu med terenom pa tehnologije, to smo mi v bistvu.